Ugotavljam, da smo sklepčni. Začenjamo z 9. redno sejo. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje. Ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Dajem predlog občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 8. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16 za. Hvala. Točka 3. Obravnava in potrditev dnevnega reda. Tukaj predlagam, da se skladno z 29. členom poslovnika dodata dve novi točki, kaj so na mizi, ki jih imate pred seboj, ker je v vmesnem času zadevo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, tako da predlagam, da imamo novo točko 1, novo točko 2, ostale se preštevilčijo, pa predlog je bil na statutarno-pravni komisiji, da se obravnava točka volitve ravnatelja, kaj predlagam, da se da na predzadnjo točko, torej na pred vprašanja in pobude, nova točka 17. Še ima kdo kaj na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Kdo je za predlagan dnevni red, naj potrdi z dvigom roke. 5, 7. Soglasno. Hvala. Smo pri novi točki 1. Obravnava in potrditev sklepov o dodelitvi mandatov. Poročevalec, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospod Jože Merkuš. Izvolite. Spoštovane in spoštovani prisotni, lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Komisija za volitve in imenovanje je imela danes sejo in je sprejela kar nekaj sklepov. K prvem bi dodal sledeče. Članica občinskega sveta Simona Kalšan-Kildenfos je z liste kandidatov Znamo zmoremo dala odstopno izjavo kot članica občinskega sveta in kot članica Komisije za volitve in imenovanja. To je obravnaval z ozirom na to, da je bila članica občinskega sveta gospa Simona izvoljena na volitvah, ji je pripadalo to mesto, je seveda pogledal občinska volilna komisija, ugotovila, da pripada naslednji mandat gospe Ani Lobnik iz tudi liste Znamo zmoremo. Zato predlagamo občinskemu svetu, da se potrdi mandat nadomestni članici občinskega sveta Ani Lobnik za preostanek mandatne dobe občinskega sveta, to se pravi do konca tega mandata. Dam tudi kar drugi sklep? Prosim, kar Ja. točki 2, mislim, k točki 5, dodatna točka 2, nova točka 5. Ja. Članica občinskega sveta gospa Simona Kalšan je bila tudi članica Komisije za volitve in imenovanje. Ker je odstopila, je seveda odstopila kot članica liste Znamo zmoremo. In na osnovi volilnega rezultata smo v tej komisiji iz liste Znamo zmoremo dobili 3 mandate, zato predlagamo tudi, da se gospa Ana Lobnik tudi imenuje kot članico Komisije za volitve in imenovanje. Hvala. Ima kdo kaj k točki 4? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi mandat nadomestni članici občinskega sveta Ani Lobnik za preostanek mandatne dobe občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 5, 6, 7, 8, 15 za. Je kdo proti? Nihče. In sklep številka 2. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi Ani Lobnik funkcijo nadomestne članice v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za preostanek mandatne dobe. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 5, 6. 15 za. Je kdo proti? Nihče. Gospa Ana Lobnik, lahko zasedete svoje mesto in čestitam k mandatu.
Točka 5. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje nadomestnega predstavnika v svet Zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Poročevalec gospod Jože Merkuš, izvolite. Član sveta Zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Jože Merkuš, jaz sem bil imenovan na seji občinskega sveta, seveda odstopam iz razlogov, ki jih ne bi tu vam na predolgo in široko razlagal, če pa koga posebej zanima, pa lahko bolj povem. Nič ni narobe z funkcijo kot tako, ampak čisto osebne narave. No, Komisija za mandatna vprašanja in volitve imenovanja je na osnovi tega, kar je strokovna služba, takoj, ko je bila izdana odstopna izjava, tudi pozvala strokovna služba občine, vse politične stranke in listo Znamo zmoremo za predlog, da dajo kandidata. Zanimivo, kandidat je dala samo lista Znamo zmoremo in to za kandidata Mirana Merkuša. Zato je imenovana komisija sprejela sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da se za nadomestnega predstavnika v svetu Zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca imenuje Miran Merkuš. Hvala. Ima kdo kaj na točko 5? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica za nadomestnega predstavnika v svet Zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca imenuje Mirana Merkuša. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, je kdo proti? Nihče. Smo pri novi točki 6. Seznanitev občinskega sveta občine Hoče - Slivnica s končnim poročilom nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2022. Poročevalec predsednik nadzornega odbora gospod Žura Drago. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, samo poročilo ste dobili v gradivu, sicer pa je nadzorni odbor v sestavi dr. Aleš Kobal, Andreja Slajtinger, Karmen Grandošek, Ljubomir Siničič in Drago Žura kot letni načrt svojega dela v letu 2024 opredelil, da bo pregledal zaključni račun proračuna občine Hoče - Slivnica v celoti in podrobneje še 4 področja. Tako smo na svoji drugi redni seji odločili, sprejeli sklep o nadzoru, kot že rečeno, v celoti smo pregledali zaključni račun proračuna občine Hoče - Slivnica in pa natančneje še 4 področja. Ta področja so izgradnja prizidka osnovne šole Dušana Flisa Hoče, podražitev šolskih prevozov ob izgradnji kanalizacije, sofinanciranje kulturnih programov in pa sofinanciranje Mariborske knjižnice. V skladu z poslovnikom nadzornega odbora občine Hoče - Slivnice smo hkrati sprejeli tudi sklep, s katerim smo podelili pooblastila članom nadzornega odbora, vsakemu pač na svojem področju, da opravi svoj pregled. Vse skupaj smo počeli z namenom preveriti finančno poslovanje občine kot pravne osebe, ugotoviti, ali so se gibala sredstva in stanja sredstev in obveznosti pravilno izkazani, ugotoviti, ali so podatki v zaključnem računu skladni s podatki v poslovnih knjigah in ali so poslovne knjige pravilno vodene ter računovodstvo vodeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročati smo želeli o morebitnih ugotovljenih nepravilnosti in pa hkrati dati tudi priporočila in predloge za nadaljne poslovanje občine. V nadaljevanju našega poročila pa je na generalnem področju in na vsakem od tistih 4 področjen podano, kaj je sam obseg obsegal, kakšne so bile ugotovitve članov nadzornega odbora, kakšna so priporočila in pa tudi kakšna so odzivna poročila oziroma kakšno je eno odzivno poročilo glede na naše ugotovitve so strani občinske uprave. Toliko na kratko o poročilu nadzornega odbora. Če pa kakšno vprašanje sem... Hvala. Odpiram razpravo.
Izvolite, gospod Golob. Jaz sem na primer pri aneksu številki 7 pogodbi z dne 25.5.2022 zasledil, da je bilo po pogajanjih in tak naprej doseženo podražitev, ki je potem znesla v končnem 28% iznad. Ne slišite? Ok. Prav. Še enkrat? Ok. Aneks številka 7 pogodbi z dne 25.5.2022. Rečeno je, da zaradi spremembe pogodbene vrednosti, zaradi spremembe cen na trgu, zaradi nepredvidenih del, je potem nastala podražitev, in to kar za 28%. Moram pripomniti, inflacija je bila 1,9%, tako da prosim za razlago. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, predvidevam, da to govorimo o katerem področju? Ja, prizidek. Šolski. Aha, ok. Zdaj, jaz težko komentiram inflacijo pa to podražitev. Zdaj, glede na ugotovitve, ki jih je naredil član nadzornega odbora, je dejansko prišlo do te podražitve. Tista inflacija je pa povprečna podražitev, ne pomeni, da so se vsa področja podražila za tak znesek, tako da težko komentiram jaz zdaj, da rečem, makroekonomske kazalce v Sloveniji. Pač na tem področju je na tej konkretni stvari prišlo do take podražitve. Mi smo tudi dobili pojasnilo občinske uprave in smo bili z njim zadovoljni, kot v okviru odzivnega poročila. Tako da kaj več jaz tu ne morem komentirati. Je pa vse na voljo, vse, kaj se je pripravilo, odgovori, odzivna poročila, indeksi Gospodarske zbornice Slovenije za gradbeništvo, za pretekla leta, ker se ni letos zgradilo, imamo vse naročeno, pa vse dobite, kadarkoli želite, samo o predhodni najavi na občinski upravi občine Hoče - Slivnica. Še kdo? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica se seznanil s končnim poročilom nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2022. Kdo je za ta sklep, naj potrdi to z dvigom roke. Za, je kdo proti? En proti. Točka 7. Obravnava in potrditev elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v KO 698 Pivola v občini Hoče - Slivnica, skrajšan postopek. Poročevalec, predstavnica podjetja Urbis. Izvolite. Pozdravljeni, sem Diana Božic, podjetja Urbis. Torej, lokacijska preveritev je instrument, s katerim se v skladu z zakonom prostora 135. členom lahko določa natančen obseg in oblika stavbnega zemljišča na območju razpršene poselitve za namen ohranjanja posamične poselitve in razvoja dejavnosti v njej. Območje leži v vzhodnih obronkih Pohorja v katastrski občini Pivola. Lokacijska preveritev se nanaša na preoblikovanje in širitev območja, posamične poselitve A območja. In sicer kmetija želi s tem preoblikovanjem zagotoviti pogoje za gradnjo kmetijskega objekta in za ohranjanje in nadaljnji razvoj kmetijstva na svojih površinah. Oblika in velikost zemljišča ni primerna, zato se prenese na drugo stran. In sicer del stavbnega zemljišča na vzhodni strani, približno 587 kvadratnih metrov, se prenese na zahodni del, na kmetijsko zemljišče K2 in se še dodatno poveča za 280 kvadratnih metrov za gradnjo kmetijskega objekta. V postopku lokacije smo preverili vse skladnosti z OPN-jem
širitev upošteva fizične lastnosti zemljišča, se pravi, stavba bo služila predelavi grozdja, skladiščenju vina in shranjevanju kmetijske mehanizacije. Ohranja se arhitekturni in tipološki vzorec, ustrezno je komunalno opremljena, tako da je preveritev v bistvu skladna z vsemi pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami, skladna je z OPN-jem in tako ne bo imela nekih povečanih negativnih vplivov na okolje. To bi bilo to na kratko, če ima še kdo kakšno vprašanje. Hvala. Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da se sprejme sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v KO 698 Pivola v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v KO 698 Pivola v občini Hoče - Slivnica ID 3673 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 17 za. Hvala. Točka 8. Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2024 zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Poročevalec gospod Marko Turčin. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem skupaj. Bom zelo kratek, se pravi, finančni načrt je obsežen dokument sicer, vendar mi smo upoštevali osnovne izhodišča, ki smo jih dobili v mesecu decembru lanskega leta. Seveda mora biti uravnotežen poslovni izid, pomeni prihodki in odhodki morajo biti v enaki meri. Uredba takrat še ni bila sprejeta, dejansko prejšnji teden je bila sprejeta, bistvene odstopanja od tega, kar smo mi planirali in kar prinaša uredba ni, tako da ne rabimo takoj že pristopiti k morebitnemu rebalansu. Zdaj, če pogledamo, kaj se novega dogaja v letos, se pravi, vse se nadaljuje iz lanskega leta. Lani že je bilo dogovorjeno prestrukturiranje, se pravi, na področju rehabilitacije se povečuje in zmanjšuje se splošna kirurgija, ortopedija na VOM-u in pa prenese se za 1,23 programa na področju parodontologije in endodontije iz Ptuja k nam do konca leta. Skupaj imamo prodanega programa do ZZZS v višini 342,35 timov, največ seveda osnovna dejavnost, to je 137,98 timov, zobozdravstvo skoraj 65, reševalni prevozi 8,5, specialistika 30,5, nujna medicinska pomoč 12 timov, zapori 2,6 tima, vzgojno-zdravstvene delavnice 7,3 tima in pa druge dejavnosti 78,65 tima. Kaj načrtujemo še v letošnjem letu od investicij, se pravi predat v uporabo novogradnjo zdravstveno postajo Magdalena, konec meseca maja, začetku junija računamo, da bomo tam že delali, postopno pričeti z digitalizacijo v zobozdravstvu, predat v uporabo nadgradnjo objekta na ulici Talcev 5 za 2 ambulante splošnega zdravstvenega varstva, urediti pritličje Sodne ulice 13 za potrebe radiologije, potem nuditi podporo projektni pisarni za zdravstveno postajo Tezno, ki je v bistvu v pripravi, zamenjati dvigalo na lokaciji Sodna ulica 13, zagotoviti nadstrešje za reševalna vozila, obnoviti prostore 3. etaže ulice Talcev 5 in 9, obnova prostorov Kneza Koclja za zobozdravstvo in pa posodobiti priprav sanitarne vode in uvesti sistem upravljanja z energijo oziroma monitoring tople vode. Nabavne aktivnosti, tako se računa v medicinsko opremo in reševalna vozila v višini 4.950.000 evrov, nemedicinska oprema 980.000 evrov, računalniška in programska oprema 320.000 evrov in pa investicije v zgradbe 2 milijona. Če pogledamo, to pomeni prihodki in odhodki v isti višini in sicer 62.386.000 evrov, kar je približno 3% več, kot je predvidena realizacija letošnjega leta. To je zelo na kratko to, če so vprašanja, sem tukaj. Lepa hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, lep pozdrav. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi finančni načrt za leto 2024 zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca iz Maribora.
Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje k finančnemu načrtu za leto 2024 zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica daje soglasje k finančnemu načrtu za leto 2024 zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 9. Obravnava in potrditev DIP oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji. Poročevalec, predstavnik RRA, izvolite. Lep pozdrav. Na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor smo pripravili investicijski projekt DIP, celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji in varovanje vodnih virov. Gre za celovit regijski projekt, v katerem sodeluje 16 občin. Glavni namen tega projekta je, da se zagotovi stabilno in dolgoročno oskrbo z zdravstveno neoporečno pitno vodo za širši regionalni sistem mariborskega vodovoda. Sam projekt je razdeljen na dve fazi, na fazo 1 in na fazo 2. Projekt smo razdelili iz razlogov, zato ker je finančno in investicijsko zelo obsežen. V prvi fazi, ki je predvidena med leti 2023 in 2029, je predvidena priprava projektne in investicijske dokumentacije ter priprave vloge za neposredno potrditev operacije v okviru dogovora za razvoj Podravske regije in pa območje črpališča Silniška Dobrava in pa transportni cevovod Selnica-Ruše-Maribor. Se pravi, prva faza je, da se zagotovi regionalni ta cevovod in pa rezervni vir pitne vode. V dogovoru za razvoj regij je tudi opredeljeno, da se za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za večje vodovodne sisteme, ki oskrbujejo najmanj 50.000 prebivalcev, namenijo sredstva. Tako da to bi bilo zdaj mogoče na hitro iz moje strani, če so pa kakršnakoli vprašanja, pa sem na voljo. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi DIP oskrba z pitno vodo v severovzhodni Sloveniji. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, odbor za finance seveda podpira prizadevanja za dolgoročno oskrbo z pitno vodo in seveda sled tega predlaga občinskemu svetu Hoče - Slivnica, da potrdi DIP oskrbe z pitno vodo v severovzhodni delu Slovenije. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi DIP oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 17 za. Hvala. Soglasno. Točka 10. Seznanitev občinskega sveta občine Hoče - Slivnica s projektom izgradnje vetrnic na Pohorju. Poročevalec Drago Mahorko. Izvolite, zdaj mogoče še vmes pojasnilo na predlog svetnika Breznika, da se opravi razprava. Smo ga pozvali za gradivo, zdaj gospod Breznik je dejal, da ni strokovnjak, naj občinska uprava pripravi, mi tudi nismo strokovnjak za vetrnice, tako da smo smo poklicali v občino Slovenska Bistrica, povabili torej
stran, ki je proti vetrnicam in stran, ki jo zagovarja. Gospod Mahorko se je odzval, druga stran se ni odzvala, zadeva se je obravnavala že na odboru. Posebej. Na odboru, vsi ste dobili gradivo, torej tisti, ki so pa za vetrnice, pa niso nič poslali, oglasili so se, da bojo premisli, pa jih ni bilo. Tako da danes bomo poslušali za to iz tega razloga samo eno stran. Izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Hvala tudi za pobudo in pa za možnost, da lahko tudi na vašem občinskem svetu spregovorimo o tem problemu umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj jaz moram reči, da mi kot civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn nismo proti vetrnim elektrarnam na splošno, ampak nekako se nam zdi nesprejemljivo, da bi poskušali na to našo zeleno Pohorje postaviti približno vse na področju Slovenije-Bistriškega, Konjiškega in pa Ruškega področja približno 100 vetrnih elektrarn, ki bi imele velikost 20 cm manj kot 200 metrov. Smereče je približno 30 do 35 metrov višine. Ne. Za vsako od teh vetrnih elektrarn je potrebno izkopati temelje, ali pa da rečemo porušiti oziroma posekati gozd v velikosti približno enega nogometnega igrišča, izkopati od 20 do 25 metrov globoke jame za temeljenje in vse ostale stvari. Problemi so tudi ali pa bodo tudi, če bi do tega prišlo, tudi z samim prevozom, predvsem lis, ki so nedeljive in jih pravzaprav si ne znamo predstavljati, kako bi jih bilo možno sploh spraviti na Pohorje ob teh naših relativno ozkih cestah pa zavitih z tako močnih helikopterjev, da bi pa te lise lahko prenesli na Pohorje, pa še jih k sreči ni. Zdaj iz tega razloga, ker se je pravzaprav pojavila najprej ena iniciativa v naselju Kalše, to je v bližini Šmartnega na Pohorje za izgradnjo ene male vetrne elektrarne, se je potem pravzaprav pojavila informacija, da to ni edina vetrna elektrarna, ta ima sicer velikost 160 metrov in z njo se borijo pač ti krajani iz naselja Kalše že dobri 3 leta, tako da zdaj je trenutno bilo en postopek, da je upravni organ oziroma upravna enota zavrnila to gradbeno dovoljenje, seveda se je odvetniška pisarna Matus takoj pritožila in bo se postopek pač nadaljeval, kako dolgo pa ne zna povedati nihče. Zdaj ob tem našem področju so predvidene 3 področja, eno je področje Areh, to je v krajevni skupnosti Šmartno, drugo je vetrno polje Trije kralji, ki se nekako pokriva krajevni skupnosti Tinje in pa delno Kebelj in pa vetrno polje Gradišče, ki pa pokriva pretežno krajevno skupnost Kebelj, to je pod Roglo na našem Pohorju. V glavnem, mi smo v teh stvareh pač prišli tako daleč, da smo na zborih 3 krajevnih skupnosti, tako Šmartno, Kebelj in pa Tinje, se je zbralo približno 1000 ljudi in teh 1000 ljudi je na teh javnih zborih se odločno opredelilo proti gradnji in umeščanju vetrnih elektrarn. Iz tega razloga smo pravzaprav tudi posredovali 16. avgusta lansko leto pismo na vse župane, ki nekako obkrožajo Pohorje s prošnjo, da bi nekako uvrstili to stvar tudi na dnevni rede občinskih svetov in se tudi nekako tudi tisti, kjer se mogoče ne bo kaj gradilo, opredelili proti umeščanju vetrnih elektrarn. Tako da tu so zdaj ti naše ambicije pa cilji. Trenutno smo v eni fazi, ker se tako imenovani integralni postopek, kar pomeni, da se za te vetrne elektrarne na Treh kraljih in pa v Arehu ker so investitorji umaknili svojo vlogo, ampak čez 2 dni so isto vlogo ponovno vložili. V meni to je nemogoča pozicija, ker pravzaprav ti kot človek, kot posamezniki proti takim načinom nimaš nobene možnosti. Zdaj bi se morali ponovno začeti postopki. V dosedanjih postopkih je od 19 tistih, ki so tako imenovani mnenjedajalci, jih je 11
nasprotovalo umestitvi. Tu so na eni strani Zavod za varstvo narave, potem je Zavod za gozdove, potem je Komunalna Slovenska Bistrica, vse občine te Bistrica, Slovenske Konjice, Ruše, tudi Oplotnica, in so ti vsi potem izrekli tudi svoj odločen proti. Zdaj na ministrstvu so rekli, če bo samo eden proti, da ne bo tega dovoljenja, zato so zdaj spet umaknili in z nekimi pritiski poskušajo pač to celo stvar na nek način izigrati. Zdaj mi smo sami, mi smo kot ljudje, kot občani, ki nimamo nobenih drugih možnosti, kot na nek način protestirati. Zdaj, včasih se te stvari uspejo. Mi smo nekako skupaj z poslanci prišli do tega, da smo kompletno zadevo obravnavali v Državnem zboru v lanskem letu, malo pred koncem leta, in tam je bilo sprejeto stališče, da se bojo nekako zavzemali za to, da v sredini, kjer so proti, da tam pač vetrnih elektrarn ne bo. Tako je to večkrat zagotovil tudi minister za energijo, gospod Kumer. To so zdaj te stvari, ki jih pač jaz vam lahko povem, druga pa ne znam reči, mislim reči, kakšni so nameni investitorje. Vas samo prosimo, da nas v teh naših prizadevanjih proti umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorju tudi podprete. Če je možno tudi z takšnim stališčem. Ob tistem sklepu, ki ga imate, da vzamete to na znanje, mislim, da to ni tako hudo. Dodatno možnost je. Hvala lepa. Gospod Breznik, vi ste bili pobudnik, vam je tak sklep ok ali predlagate kaj druga? No, gledajte, namen tega je bil predvsem to, ker na nek način mejimo mi na to območje in seveda gre za ta vpliv, ki bi mogoče segal tudi na naše področje. To je bil naš namen, seveda mi smo zelo težko arbitri v nekih strokovnih zadevah. Ti postopki, ki so uradni, ki pravzaprav tečejo zdaj in ki so dokaj strogi. To se pravi, da vsi ti, ki so deležniki na tem, se morajo s tem strinjati, vkolikor se eden ne strinja, tudi tega ne bo. Seveda jaz sem tudi po drugi liniji še strankarski, tako naprej te stvari preverjal in seveda stališče je tu jasno. In vse indikacije, ki so pač zdaj jasne, seveda so te stvari problematične. Gre tudi za neko vrsto izigravanja, to, kar ste omenili, da pravzaprav so hoteli parcialno predstaviti neke projekte in so jih zdaj dali v cel paket in tu so tudi drugačni pogoji in tako naprej in tako naprej. In seveda gre za to, da ti postopki tečejo in jaz upam, da bojo ti postopki korektno speljani in da seveda, če velja to, da bojo poslušali ali pa tudi vse deležnike in če bojo vsi ali pa vse eden proti, da potem seveda ni možnosti, da se pridobi to vrstna pozitivna stališča ali pa gradbena dokumentacija ali pa gradbeno dovoljenje v celoti. Toliko, to se pravi, gre predvsem za to, da mi ugotavljamo seveda, da zdaj v tem trenutku, kako stvari tečejo in da bomo videli potem, če bojo ti vplivi tudi na naše področje, se bomo o tem še pogovarjali, drugače pa seveda vso, pravico vam, krajanom in tako naprej, ki jo imate na nek način tudi, se strinjamo s tem in tako da jaz mislim, da kaj druga, kot da ugotavljamo, da je proces v poteku in da verjamemo v te institucije in pa, da smo se seznanili s tem v teku, mislim, da naši seji ni potrebno. Ta sklep je torej ok? Ja. Okay. Izvolite, gospod Golob. Mislim, da bi bilo potrebno razširiti in da tudi mi vsi skupaj rečemo, da smo proti postavitvi teh vetrnih elektrarn na Pohorju. To pa zaradi tega, ker če so uspešni na tistem koncu, bojo še pri nas. Tako. Nisem razumel predlog sklepa, če ga lahko sformulirate. Da smo se seznali s projektom izgradnje vetrnic na Pohorju in smo proti izgradnji teh vetrnic. Še kdo? Gospod Lobnik, izvolite. Jaz pa
tudi predlagam, da ostane takšen sklep, ko je, da smo se seznanili in nisem za to, da danes sprejemamo nekaj tu, da smo proti temu, zaradi tega, ker veterne elektrarne niso neka novost, ne pri nas, ne v svetu. Zdaj, če gledamo Nemčijo, Belgijo, to veterne elektrarne niso pravzaprav neke na Pohorju, ampak so 200-300 metrov ali pa 500 metrov od stanovanjskih stavb in tam jaz mislim, da ljudje so normalno živijo, ne. Meni se ne zdijo čudne, da bi pol ne vem, kaki vpliv imel na njih ta vetrna elektrarna in jaz mislim, da pri tem lahko ostanemo, ker drugod smo že tudi delali, da postavljamo lakirnice na drugo vodovarstveno območje, pa je to čisto ok, zdaj bi pa tu sprejeli takoj, da se s tem ne strinjamo. Jaz mislim, da niti enega argumenta slišali smo samo argumente proti dobenega zato se težko odločimo, ker smo samo eno stran dobili predstavljeno. Hvala. Še kdo? Gospod Golob. Gospod Rado, če vi nimate pogleda v negativne vplive, potem to še ne pomeni, da nimamo drugi. Vseeno vztrajam na tem, da to dopolnimo, zaradi tega, ker jutri bodo tukaj postavljali. Mogoče gospod Rado misli, vi ste predlagali, da ste rekli, da vsi glasujejo, da so proti. Gospod Rado je povedal svoje stališče, tako zato je danes tukaj, da vsak svoje pove. Še kdo? Ok, zdaj glede na to, da sta bila dva nasprotujoča predloga, bom dal prvo na glasovanje sklep, kot je. Potem bomo pa glasovali. Aha, se upravičujem, Odbor za okolje in prostor še prej naj povejo, kaj so oni odločili. Ja, naj jaz povem, da smo tudi mi debatirali o tem in smo se vsi člani strinjali, da karkoli težko odločimo, glede na to, da imamo samo eno pismo in nimamo podatkov iz obeh strani. Zato se naš sklep tudi glasi, člani Odbora za okolje in prostor smo se seznanili s projektom izgradnje vetrnic na Pohorju. Ok, bom zdaj, da prebijemo to. Kdo je za to, da glasujemo danes o predlaganem sklepu? Torej, da smo se samo seznanitveni sklep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Torej bomo glasovali danes o predlaganem sklepu, lahko pa kadarkoli v prihodnosti, če se bo kaj razvilo, o tem še diskutiramo. Lahko tudi kdo skladno s poslovnikom pripravi gradivo, pa še enkrat rečemo. Torej, predlog sklepa. Občinski svet občine Hoče - Slivnica se seznanil s projektom izgradnje vetrnic na Pohorju. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kdo je proti takšnemu sklepu? En je proti, da se je občinski svet seznanil. Hvala. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelno številko 706/11 KO Hočko Pohorje, poročevalec direktorica gospa Metka Meglič. Srečno. Nasvidenje. Ja, hvala za besedo in lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj v predmetni zadevi gre zgolj za uskladitev zemljiško-knjižnega stanja in sicer v zemljiški knjigi še imamo zapisano lastnina v splošni rabi in pri tej parceli je treba vknjižiti občino Hoče - Slivnico in opraviti tudi zaznambo javnega dobra. Zdaj, kolikor bo ta sklep potrjen, bomo izdali odločbo in vpisali občino kot lastnika za zaznambo. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo 706/11 KO Hočko Pohorje. Statusa družbene lastnine, splošne rabe. Ja, ni problema.
Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi na parcelni številki 706/11 KO 699 Hočko Pohorje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 12. Obravnava in potrditev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica. Prva obravnava, poročevalec gospa Metka Oberlajt. Hvala za besedo. Zaradi uskladitve z novim zakonom o športu in pa odprave pomanjkljivosti dosedanjega pravilnika, ki odreja področje športa, predlagamo sprejem novega odloka. Odlok v primerjavi z dosedanjim pravilnikom bistveno ne spreminja vsebin. Še naprej se bodo razdeljevala sredstva na podlagi javnega razpisa in v skladu z merili, ki so priloga tega odloka. Na podlagi zakona o športu pa so nekoliko drugače opredeljena poimenovanja športnih programov in pa odlok uvaja tudi nove določitve pomena registriran športnik. Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, do sedaj je bilo to 7 let. Popravljena je tudi meja v merilih, koliko članov posameznih vadbenih skupin mora imeti stalno ali začasno prebivališče v naši občini. Tu je zdaj 50% članov v vsaki skupini, da mora biti iz naše občine, prej smo imeli tu 70%. Z novim predlogom odloka in merili za sofinanciranje je bila seznanjena tudi Športna zveza in vsi člani občinskih športnih panožnih šol in na predlog tega odloka niso imeli pripomb. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica, prva obravnava. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 76. člena ni bilo pripomb, zato predlagam, da se sprejme po skrajšanem postopku in sicer predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za tak predlog, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 13. Obravnava in potrditev besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti občine Hoče - Slivnica. Poročevalec gospa Barbara Škrlec Cvetko, izvolite. Hvala. Skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, uredbe o stvarnem premoženju države ter letnim načrtom stvarnega premoženja občine Hoče - Slivnica bo izvedena javna dražba, in sicer za 2 parcele v katastrski občini Slivnica. Zdaj, če se spomnite, v jeseni 2023 smo imeli javno dražbo v 5 sklopih za 5 parcel in za 2 parceli takrat nismo uspeli dobiti dražitelja. Zato smo sedaj nekoliko spremenili pogoje za ti 2 parceli in za parcelo 392/81 se bo naredila pogodba o komunalnem opremljanju, katera bo potem poračunana z komunalnim prispevkom. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti občine Hoče - Slivnica v 2 sklopih. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, tudi odbor za finance predlaga
občinskem svetu, da sprejme sklep, sklep v predlagani obliki. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti občine Hoče - Slivnica v 2 sklopih. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 14. Obravnava in potrditev besedila javnega zbiranja ponudb za oddajo občinskega zemljišča v najem za potrebe ureditve parkirišča. Poročevalec, direktorica gospa Metka Meglič. Izvolite. Hvala za besedo. Zdaj v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem imamo predvideno, da bi del zemljišča pri pokopališču v Slivnici oddali v najem, in sicer za namenom, da bi se uredilo tu plačljivo parkiranje nad 3 ure, kjer bi tudi občina bila potem udeležena pri dobičku, variabilnem delu prihodkov od parkiranja, zato ker se v neposredni bližini oziroma ravno na tem območju tudi parkirajo avtomobili, kjer se puščajo vozniki avtomobile, ker grejo recimo na daljšo pot, in sicer v Ljubljano. Zdaj seveda javni razpis smo pripravili skladno z zakonom. Na odboru za finance je bilo kar nekaj pobud, kako bi dopolnili ta razpis. Moram povedati, da smo ga dopolnili v skladu z njihovimi zahtevami in ga na koncu tudi uskladili, zato smo danes zjutraj še to besedilo menjali na spletni strani. Zdaj, jaz bi odgovorila potem, če bodo kakšna posebna vprašanja, drugače se pa gre, da oddamo to zemljišče v najem za fiksno, najmanj za fiksno najemnino 133 evrov za 1000 kvadratnih metrov, kjer bi oddali v najem 500 kvadratnih metrov asfaltnih površin in 500 kvadratnih metrov travnatih površin, kjer bi se lahko uredile spremljajoče dejavnosti. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi besedila javnega zbiranja ponudb za oddajo občinskega zemljišča v najem za potrebe ureditve parkirišča Park and Ride. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, kot je bilo že rečeno, mi smo kar dosti časa porabili za to točko in seveda jo temeljito predelali, tako da strokovne službe so pripravile te spremembe in seveda kot tak je tudi sprejemljiv za odbor za finance in predlaga občinskemu svetu, da kot takšnega tudi sprejme. Hvala. Odpiram razpravo. Izvolite, gospod Golob. Lahko še dobim prejšnjo sliko? Pravi, kje bojo parkirali ljudje, ki grejo na pokopališče? Tukaj. Tukaj. In plačali? Ne, kaj niste prebrali gradiva? Do 3 ure je brezplačno. Do 3 ure brezplačno. Kakšna je najemnina? Tako kot piše v gradivu, to je izklicna cena in dražitelji, če bojo dražili, ne vemo vnaprej, ker nismo jasno vidni. Dobro. Direktorica odgovorila, ki je pripravljala gradivo, drugače pa vse je zapisano, samo treba je prebrati. V razpisu je predvidena ta fiksna najemnina, in sicer najmanj za izklicno ceno plus variabilni del, ker bi bila občina udeležena za 40%, se pravi tega variabilnega dela od prodanih kart. Za uporabnike pokopališča bo, če bodo parkirali na
točno v tem delu je do 3 ure brezplačno, še vedno pa imamo parcela meri čez 8000 kvadratnih metrov, kar pomeni, da še vedno bodo imeli obiskovalci pokopališča možnost brezplačnega parkiranja. Izvolite, gospod Lobnik. Sicer zdaj Metka mi je že delno odgovorila, ne, ker mi je povedala, koliko je parcela velika. Sicer tu je velikost zaoznačena celotna parcela. Zdaj pa me zanima, kje je tistih 1000 kvadratnih metrov, ki jih dajemo v najem. Lahko tako tu, da vam na grafiki pokažem. Dejansko oddaja se v tem delu in v tem travnatem delu, se pravi za parkirišče. No, če bi bilo samo to zaznačeno, bi se točno videlo. Zdaj pa celotna parcela zaznačena, pa vidiš, da je to 5-krat, 6-krat manj, ko je parcela velika. Ne? V opisu noter je in v katerem delu ne na... Izvolite, gospod Golob. Omenjali ste spremljevalne dejavnosti. Katere bodo dovoljene? Zdaj mi se je počasi. Zdaj, če ste pogledali gradivo, smo mi dali, da mora obvezno biti postavljena, se pravi ena hitra polnilnica in pa najmanj 3 počasne. Postaviti se mora tudi miza in pa tudi klopi. Zraven smo dodali tudi kriterije, se pravi, ki jih bo komisija ocenjevala, da vkolikor lahko se postavijo tudi pokrite nadstrešnice, to bodo tisti, ki bodo to ponudili, dobili dodatne točke. Potem bomo dopuščali tudi postavitev polnilnice za elektrokolesa, potem tudi postavitev stojal za kolesa, pa postavitev klopi, na katerih je možna polnitev telefona. Tisti, ki bodo se prijavljali, bodo podali idejno zasnovo in na tem delu, se pravi samo na 500 teh kvadratih, imajo možnost urediti te spremljajoče dejavnosti. Pa seveda tudi avtomat je predviden za napitke. Mogoče še to, tu je vsak dan več tistih, ki že zdaj uporabljajo zadevo za park and ride. V večini gre za ljudi, ki niso občani naše občine, namenjeno je našim občanom in tisti, ki uporabljajo za park and ride, bojo plačali, tisti, ki pa so tukaj uro, 2 ali 3 na pokopališču, pa bo imeli brezplačno. Vkolikor pa bo kdo imel karkoli, da bo potreboval od naših občank in občanov, ne drugi. Dalj časa bomo pa tudi tistemu, če bo prišel sem, izdali dovolilnico, ne vem, če bo kakšen poseben pogreb, ko bo potrebno več ur, bomo takrat tudi to uredili. Zdaj mogoče še samo nekaj, v točki 6 so točno določeni pogoji najema. Se pravi, kaj mora urediti, zraven pa lahko še dodatno uredi in tisto dodatno, kaj se bo urejalo, so dodatne točke. Cilj pa je, da postane uradni park and ride in mogoče s prihodnosti tudi kakšen avtobus tu ob določenih urah zjutraj pobira in probamo iti nasproti, tako radi rečejo, zelenemu preboju. Ne. Še kakšno vprašanje? Gospod Breznik, izvolite. No, seveda tokrat v imenu člana občinskega sveta, da ne bom mešal, bi rekel, prejšnje točke. Namreč, seveda, ko človek takole proučuje ekonomijo iz tega, seveda pride do zaključka, da na nek način ni vidna. Ne. Vidna je samo, vekolikor bo nekdo postavil tu sončno elektrarno. To se pravi, če je sončna elektrarna, potem je drugačen projekt, potem je drugačna razmera in potem je tudi drugačna ekonomija. To se pravi, da zdaj, vekolikor ni prioriteta izgradnja elektrarne in pod
redno, bi rekel, na nek način tudi vse ostalo, o čem govorimo, potem je to ok. Vekolikor pa je to, namreč seveda, tudi zato je za podpreti na koncu koncev, če elektrarna, samo gre za dohodkovni odnos, je bistveno drugačen, to se pravi, tu je princip delovanja ne samo najemnina, ampak še kaj več tudi od tega. To ni zajeto v dohodkovnem delu, tako da bi jaz predlagal k temu tudi, da seveda se izključijo gradnja elektrarne na tem področju. Kolikor pa je to namen, pa seveda pričakujem, da na nek drug način oblikujemo partnerstvo, ker iz tega, tu je pa močen biznis, tu so močne vlaganja, tu so močne podpore in tu je lahko motiv. Če pa to ni tako, potem pa lahko mirne duše izključimo izgradnjo elektrarne in potem tudi ta stvar drži. Še enkrat ponavljam, koliko pa je to glavni motiv tisti, ki bi se rad prijavil, da je to izgradnja sončne elektrarne, potem pa morajo biti tudi odnosi z občino drugače regulirani. Kljub temu, da v vsakem primeru pa podpiramo eno ali drugo varianto. Gospod Breznik, jaz predlagam, če se strinjate, da ste tu član komisije, pa če še kdo drugi želi, če bo nekdo tu, karikiram, prodajal hodoke, delal to, umival avte, imel sončno elektrarno, da se malo pošalje, imel mini vetrnice ali karkoli, pa potem odločite. Cilj pa je, da tukaj ne puščajo druge občane, občanke, avtov, ampak je brezplačno za naše. Tisti, ki pa tu pusti 10 ur avto, pa seveda zasede prostor, ki bi ga lahko naš občan zaseda. Da, če se strinjate, ko bo tak daleč, se lahko vključite, če še ima kdo željo, naj napiše, še tistega vključimo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi besedilo javnega zbiranja ponudb za oddajo občinskega zemljišča v najem za potrebe ureditve parkirišča. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 14 za, je kdo proti? Ne. Točka 15. Obravnava in potrditev sklepa, da na območju zemljišč parcelna številka 625, 626, 627, 629, 631, 632 vse kao spodnje Hoče ni potrebno upoštevati koridor okvirno načrtovanega območja javnega dobra, ONOID, skrajšan postopek, poročevalec, gospa Maja Krajnc, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Skozi čas se je pojavila potreba tako po rekonstrukciji kot tudi dozidavi zdravstvene postaje Hoče. Zdaj idejna zasnova zajema več teh dozidav. Največja je seveda na severnem delu parcele, na katerem stoji ta zdravstvena postaja, to je parcela 631 in na tej parceli je tako imenovano okvirno območje načrtovanega javnega dobra, ki predstavlja 15-metrski varovalni pas, v katerem novogradnja, v katero spada tudi prizidava, ni dopustna oziroma ni dovoljena. To ne pomeni, da bi kakorkoli vplivali na že obstoječo cesto, ki tukaj v naravi že poteka, pač v prihodnje se ta ne bo mogla ne vem kako razširiti. Je pa tudi drugo dejstvo, da za to večje nepozidano območje, ki se nahaja severozahodno od tega območja, dejansko že ima predvidena še en takšen koridor, pa tudi obstoječa cesta mimo Lestro Ledineka v samem prostorskem aktu tudi že velja. S tem zagotovo ne bomo onemogočali ali kakorkoli negativno vplivali na morebitno kasnejšo pozidavo na tem območju. Na eni strani zaradi tega, ker zavarovana območja še bojo nekatera vedno v veljavi, poleg tega je pa za to območje predvidena tudi izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo dejansko natančneje opredelil prometno situacijo na tem območju, zato se pač občinskemu svetu predlaga, da se ta koridor ukine in da lahko nadaljujemo z postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za prizidavo zdravstvene postaje, ki je seveda za nas in za naše občane pomembna, glede na to, da je prostora premalo. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi
Sklep, da na območju zemljišč parcelne številke 625, 26, 27, 29, 31 in 632, vse kao spodnje Hoče, ni potrebno upoštevati koridorja okvirno načrtovanega območja javnega dobra ONOID po skrajšanem postopku. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet potrdi sklep, da na območju zemljišč parcelna številka 605. Izvolite. Gre za, to se pravi, 25, tu pa je naprej še 26, ne? Ja, en mali ščutek posega, zato tudi moramo v celoti navesti čisto vse. A ja, potem je še tista potrebna. Tako. Okay. Še kdo? Še kdo? Ne. Občinski svet potrdi sklep, da na območju zemljišč parcelna številka 625, 626, 627, 629, 631 in 632, vse kao spodnje Hoče, ni potrebno upoštevati koridor okvirno načrtovanega območja javnega dobra ONOID po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep? Naj to potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 7. Soglasno, hvala. Točka 16. Pregled investicij v teku, januar, februar 2024. Gospa Meglič, izvolite. Zdaj, kaj se tiče izgradnje kanalizacije, je le-ta v celoti zaključena. Trenutno so v pripravi ceste, in sicer v spodnjih Hočah se Komunala Slovenske Gorice predvideva asfaltiranje vseh cest nekje 15.3. V Slivnicu Radizelu se tudi pripravljajo ceste, ureja se pločnik na Mariborski, in tudi tu bodo predvidoma, takoj ko se odprejo asfaltne baze, so predvidene te ceste za asfaltiranje. Tudi vodovod v sklopu izgradnje kanalizacije je skoraj zaključen. Opravljamo še zgolj eno podvrtavanje pri Slivnici, v Slivnici pri šoli in pa pri gradu. Pa potem tudi neka manjša dela opravljamo še v Irgoličevi, pa Senčni poti in ob gozdu. Zdaj, objavili smo že tudi razpis za obnovo ceste Kop-Kapun. Trenutno smo v fazi izbiranja ponudnika. Potem naročili smo tudi popise del za ob gozdu, in sicer to je tam v Slivnici, kjer je en kanal manjkal, pa tudi Senčna pot bo objavljeno razpis v tem mesecu. Objavljen imamo tudi že razpis za male komunalne čistilne naprave za sofinanciranje. Zdaj, v prihodnjih dneh se bo začela tudi izgradnja Miklavške ceste, in sicer ravno jutri imamo z vsemi podjetniki v coni skupni sestanek, da jim predstavimo projekt. Potem tudi vodovod na Pohorju so se že začela pripravljalna dela. Opravljene so že bile zakoličbe, tudi tu imamo vse stanovalce namen 6.3. obvestiti o sami izvedbi projekta. Zdaj pa tudi Lipov drevored. Dobili smo dopolnjene projektne pogoje od strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine in smo mogli naročiti konzervatorski načrt. To smo naredili, kjer so predstavljene vse variante. Bo pa 4.3. potem tudi javna predstavitev, kjer vam bomo tudi poslali vabilo. Ob 2 bo predstavitev za novinarje, ob 3 pa potem za širšo javnost. Potem tudi oddali smo že naročilo za Multimat tu pri pošti v Hočah. Vložili smo tudi zdaj vlogo za gradbeno dovoljenje za prizidavo vrtca Rogoza. Prejeli smo tudi gradbeno dovoljenje za ureditev športnega parka Rogoza. Pa tudi v izdelavi imamo projektno dokumentacijo zdravstvene postaje Hoče. Zdaj ravno, ker je bila
predhodno potrjena točka, bomo vložili, da pridobimo čim prej gradbeno dovoljenje. Pa tudi za športno dvorano Slivnico imamo že izdelan osnutek projektne naloge, tako da bomo v kratkem pričeli s postopkom projektnega natečaja. Smo pa tudi v pripravi še raznih projektnih dokumentacij in popisov, da lahko začnemo z izvajanjem potem investicij, ki so predvidene v letošnjem letu. Hvala. Točka 17, volitve ravnatelja. Gospod Golob, izvolite. V časopisu Večer sem zasledil kar obširen članek, ki v bistvu meče slabo luč na nas tukaj, svetnike, kot tudi na način izbire ravnatelja. Inšpekcijski nadzor je enostavno našel preveč napak v samem postopku. In rad bi, ker ste več ali manj vsi seznanjeni, rad bi, da vseeno ponovimo domačo nalogo in povemo, da na ta način se ne izbira ravnatelja. Prvič, gospa Urek nima ravnateljskega izpita oziroma dobro. In v nadaljnjem izbiranju in vse skupaj se je ugotovilo, da tudi določeni predstavniki nimajo tam, niti predstavnica Danijela Metličar-Vukmanič, na primer, je zaposlena na šoli, ampak ni imela možnosti, ker v bistvu ni bila izbrana. To je vse inšpekcijski nadzor ugotovil, nihče tega prej ni ugotovil. In zdaj, seveda, bolj ko to berem in vse te prijave na KPK, ne vem, ali je bilo potrebno vse to? Ali smo bili vsi speljani z tem, ko je gospod Pust najprej podpiral gospoda ravnatelja, na koncu pa se postavil proti njemu. In njegovo mnenje je bilo potem tudi merodajno, očitno, da so bili proti. Tudi mi smo bili zavedeni tukaj. Jaz sem bil, sigurno. Ja, jaz mislim, da bi kar odprl razpravo in če ne, pa imam kar nekaj pobud in vprašanj. Gospod Golob, ja. Jaz vodim sejo, jaz odpiram razpravo. Prav. Vi imate besedo in izvolite nadaljevati. Tako kot sem rekel, ali je res, da izvoljena učiteljica nima opravljene šole za ravnatelja? Ali je res, da sta bili izvoljena učiteljica Petra Urek in Eva Soršak, mentorici županovih hčeri pri raziskovalni nalogi? Tu bom prosil za elaborat prometne ureditve za območje osnovne šole Dušana Flisa, profesora Renčel Marka. Izdelavo elaborata je naročila in plačala občina Hoče Slivnica. Navaja se notri v raziskovalni nalogi. Zahtevam, da občinski svet obsodi poskus vplivanja na odločitev članov sveta šole
tako direktorice občinske uprave Metke Meglič in tudi svetnika Borisa Pusta. Ali je res, da se domnevno vršijo na ravnatelja Alojza Veličkega vsakodnevni pritiski in se domnevno počuti ogroženega? Potem, dobro, to je to. Hvala. Prvo kot prvo, gospod Golob, nikdar več ne izrabljajte otrok v politične namene. In tega niste prebrali v Večeru. Hčerka je dobila znatno nagrado, obrnite se na Zotkis. In to ni podn, to nižji ste od podna, to vam v prvem povem. In ne pišite več takih člankov in jih pošiljate, ker je neprimerno. Nima osnovne politične kulture, kdo je bil mentor, vse je objavljeno v Zotkisu, vse je javno. Tako da, prosim, da to upoštevate. Če ima kdo izpit za ravnatelja ali ne, ne vem. Kdorkoli se prijavi in če ga nima, ga mora narediti v enem letu. Tak je tudi v... Govorim jaz, gospod Golob, nimate besede. Nimate besede. Počakajte, da zaključim. Jaz vodim sejo in ko dobite, če se boste prijavili, boste dobili, ko zaključim. Ampak za mano ima besedo gospod Blažič. Torej, po ZUP-u, tudi kdo se prijavi na delovno mesto na občini, ima 1 leto časa. Če kdo izvaja pritiske na kogarkoli, vprašajte tistega. Kak naj jaz vem, če kdo izvaja pritiske na kogarkoli? Ali če se to vrši? Mogoče za uris, ker ste rekli, da so vsi seznanjeni. Pa to, kar ste govorili, ni pisalo vse v Večeru. Del so članki, ki jih več ni. Naj pojasnim, da boste vedeli, o čem se govori. Razpis za izbiro ravnatelja je predsednica sveta zavoda razpisala, brez da so vedeli učitelji, brez da so vedeli člani sveta zavoda, v petek pred počitnicami. Objavljeno samo v uradnem listu. In očitno domnevam, da je ravnatelj zadevo vedel, ker je drugi dan oddal vlogo. Učitelji, ko so prišli po počitnicah v šolo, ker zadeve ni bilo na oglasni deski, so bili začudeni. Obračali so se tudi na občino. Naj občina kaj stori. Tukaj postopke vodi predsednica sveta zavoda, gospa Obaha. Gospa Obaha, ker je eni izmed učiteljic potekel mandat, ker ni več delala, je speljala imenovanje nove članice in tukaj sama predlagala gospo Vukmanič Metličar. Poslovnik o delu sveta zavoda osnovne šole hoče v prvem odstavku 10. člena določa, če delavcu preneha članstvo v svetu zavoda, postane član sveta za preostanek mandatne dobe. Tisti kandidat za člana sveta, ki je med neizvoljenimi kandidati za člana sveta dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5% glasov tistih, ki so glasovali. V odloku o ustanovitvi zavoda pa je v 18. členu določeno, svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata in začne postopek izvolitve oziroma imenovanje nadomestnega člana. Omenjena dikcija 10. člena odloka je povzeta iz 47. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ZSDU, kar pa je v nasprotju s sodno prakso. Iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča z dne 2.9.2021 je namreč razvidno, da ni mogoče uporabiti določbe 47. člena ZSDU, vkolikor je v odloku o ustanovitvi zavoda zapisano, da je potrebno začeti postopek izvolitve nadomestnega člana. Vse akte, ki so dani v obravnavo oziroma potrditev svetu zavoda, pripravi šola in predsednik sveta zavoda. Ista oseba, ki govori, da zdaj ni prav. Odgovoren za vse, tudi za skladnost aktov zakonodajo,
je zakoniti zastopnik zavoda, ravnatelj. Torej, če bi se volitve obrnile drugače, ne verjamem, da bi predsednica sveta zavoda izpodbijala volitve, ki jih je sama vodila, izpodbijala akte, ki jih je sprejela oziroma predlagala sama, ampak tu pač tako je. Torej, nepravilnosti v osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, ki jih je zaznala občina na podlagi tega, kar smo dobili od predstavnikov sveta zavoda, ki so bili imenovani strani občinskega sveta, so sledeče. Neusklajenost z odlokom o ustanovitvi je odgovornost ravnatelja sveta zavoda, predvsem pa predsednice sveta zavoda. In če je neskladen, je zapisal glavni inšpektor, dr. Simon Slokan, odločitve sveta šole lahko razveljavi le pristojno sodišče. Noben svetnik, noben občinski svet, noben član sveta zavoda. Tukaj pa si je gospa Obaha, ki je predsednica sveta zavoda, vzela, če karikiram na državnem primeru, zakonodajno vlogo, izvršilno vlogo in še sodniško vlogo. Naši člani so sporočili, da sploh ni vabljena. Ona je odločila, prednje o tem odločal svet zavoda, ki je edini, nad njim je samo sodišče, nihče tukaj, nihče v šoli, ki lahko to razveljavi. Torej, inšpekcijski nadzor je ugotovil, oziroma bi naj ugotovil neskladja med poslovnikom in odlokom, ter na to podal svetu zavoda samo priporočila. Odločitev je na to na svetu zavoda, ali bodo ta priporočila upoštevali ali ne. Po ZUP-u bi lahko karkoli razveljavili, če bi šlo za eno izmed 7 bistvenih kršitev, kar pa to ni. Zanimivo je tudi dejstvo, da inšpektorica ni obvestila ustanovitelja, ker gre za domnevno neskladnost predpisa, skladno 14b členom Zakona o šolski inšpekciji, Uradni list Republike Slovenije, številka 114/05, uradno prečiščeno besedilo, govori, da se o nepravilnostih obvešča ustanovitelja, kar pa inšpekcija ni storila. Zakaj ne? Očitno nekaj smrdi. Inšpekcija je strani enega izmed članov sveta zavoda dobila vprašanje, zakaj se ustanovitelj v primeru kršitev ni obvestil. Vendar odgovora na konkretno vprašanje do danes ni dobil. Svet zavoda ima popolno svobodo pri odločitvi, ali bo upošteval predloge inšpekcije ali ne. Je pa dejstvo, da je bila članica, ki ste jo prej poimenovali, gospa Metličar Vukmanič, imenovana strani učiteljskega sveta, skladno s poslovnikom sveta zavoda, in bila potrjena na konferenci soglasno. Vsi so glasovali za njo. Glej ga zlomka. Številka 2. Odpis osnovnih sredstev. Prvič, odkar so aktualni člani sveta zavoda, se o odpisu sredstev glasovalo na korespondenčni seji. Tisti, mogoče za prvo, ker bomo na enem primeru opisal, da ne gremo v podrobnosti. Računalniki, tisti, ki ste bili svetniki prejšnjič, računalnike po financah, skladno z predpisi v financah, odamortiziran v 2 letih. Ima 50% amortizacijsko stopnjo. Vi ste jih koristili 4 leta in potem je naša finančna služba skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti preverila, koliko so vredni na trgu, se posvetovala z našim zunanjim svetovalcem oziroma tistim, ki
upravlja informacijske storitve, koliko so vredni. In ugotovilo se je, da takšna cena na trgu 80 evrov. Torej računalnik, ki je stal 500 evrov, ste po 4 letih skoraj vsi odkupili za 80. Tisti, ki niste, smo to ponudili drugim, predvsem našim društvom. In vsi so se odkupili. In zaradi tega je en oziroma dva ali več članov sveta zavoda postalo sumljivih. Pa sem zapisal, da kaj ne pozabim. Strani člana sveta zavoda Osnovne šole Dušana Flica Hoče smo bili seznanjeni s predlogom inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja in terjatev v zavodu. Ker je član, ga ne bom imenoval z imenom, želel dodatna pojasnila k predlaganim odpisom, je prosil za dodatne obrazložitve svet zavoda, predsednica. Za vprašanje, ki jih je posredoval in s prejetimi odgovori, nas je seznanil in vsekakor nas je zbodlo v oči nekatere navedbe v odgovorih prejetih strani zavoda. V odgovorih naveden odpis terjatev, ker so izvršbe v teku in se predlaga odpis, kljub temu, da sodišče izvršbe še ni ustavilo, je nedopustno. Minus krije občinski proračun. Zadeva je nedopustna. Pa grem naprej. Odgovor na vprašanje, kako ravnajo z odpremo, ki je odpisana, so zapisali. Citiram. V šoli in vrtcu se odpisuje opremo, ki je zastarela, dotrajana in trajno poškodovana. Zato odpisane opreme ne odpremljujemo, posebej z besedami nedelujoča oziroma poškodovana. Komisije na popisni list napiše odpis osnovnega sredstva ali drobnega inventarja. Vsi odpisi se v okviru ene komisije zapišejo v zapisnik. Vsi zapisniki in popisni listi so na vpogled na sedežu zavoda. Predlog inventurne komisije za odpis je bil priložen dnevnik izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Oprema, ki je v tem dnevniku opredeljena po vrednostih in kontih, na zavodu ni v uporabi in je izločena. Hrani se zgolj računalniška oprema v računalniški učilnici, ki je trajno poškodovana, vendar je v prihodnje mogoča uporaba v delih pri popravilu drugih računalnikov. Ostala oprema se na zavodu ne skladišči. Na vprašanje, kaj storite z opremo, ki jo odpisujete in še deluje, ali se objavi namera o prodaji osnovnih sredstev in ta osnovna sredstva prodate, vprašaj je bil podan naslednji odgovor. Pedagoški delavci Zavoda Osnovna šola Dušana Flica Hoče smo usposobljeni za vzgojo in izobraževanje, za prodajo sredstev pa ne, zato tega ne počnemo. Ti odgovori so vzbudili dvom zakonitosti in gospodarnega ravnanja. Zavod je kot proračunski uporabnik dolžan spoštovati zakonodajo in odgovorna oseba zavoda je dolžna zagotoviti kader, ki bo lahko izvajal zakonsko zahtevene naloge zavoda. Ob tem bi želel opomniti na dejstva, ki so določena v Zakonu o javnih financah in Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Vsi proračunski uporabniki smo dolžni ravnati gospodarno, prav tako brezplačno ne moremo odtujiti premoženja. Tudi, če ni knjigovodske vrednosti in je blago izločeno iz uporabe. V 79. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti so določeni pogoji brezplačne odsvojitve in je možna le in izključno pod naslednjimi pogoji. Točka 1. Posamično premoženje se lahko brezplačno odsvoji po metodi neposredne pogodbe v last osebe javnega prava, če njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe. Premično premoženje se lahko po metodi neposredne pogodbe brezplačno odsvoji v last druge pravne ali fizične osebe, če alineja 1. Je njegova knjigovodska vrednost nič, je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni, ter se prenaša na nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu.
alineja 2, je predmet prenosa posebna tehnična oprema, ki se prenaša v last njenega imetnika, za katerega ima posebno subjektivno vrednost in ni več primerna za upravljanje nalog upravljalca. Tretja alineja je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe ter bi bilo predmet uničenja ali je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe ter bi bili stroški prodaje višji od pričakovane kupnine. Tudi to ni kot vse prejšnje. Četrta alineja. Gre za vojaško pomoč države v skladno s predpisi o obrambi. Tudi to ni. Peta alineja. Gre za pomoč ob naravni ali drugi nesreči ali za zagotavljanje potrebne pripravljenosti na naravne ali druge nesreče v skladu s predpisi. Tudi peta ni. Tako da nobeni alineji ne ustreza. Torej zadeve ne smemo brezplačno odpisati, jo moramo poskusiti prodati. Na podlagi zgoraj navedenega so potrebna sledljivost razpolaganja, tudi že odpisano opremo, namera o prodaji ali sklenitvi neposredne pogodbe, zapisnik o uničenju, zapisnik servisa. Nič od tega člani sveta zavoda niso dobili. Torej so vsi člani zavoda, ki so potrdili predlog odpisa, podprli predlog, ki je v nasprotju z 79. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Podprli so nezakonit predlog. Še več, ena izmed članic, ki je sama računovodkinja, je podprla takšen predlog. In bom prebral njen dopis. Glede na podana izčrpna pojasnila glede odpisov, ki smo jih že kdaj v preteklih letih tudi vsebinsko predebatirali na svetu zavoda, ker so se porajale enaka vprašanja, mislim, da so osebe, ki so na zavodu zadolžene za izvedbo inventure, le to izvedle korektno in pravilno, posledično tudi kot dober gospodar izvedle odpise, ker je bilo potrebno. Določene zadeve oklepajo terjatve, pa se seveda po več letih morajo urediti računovodsko, kar ste pravilno izvedli. Govorim iz svoje stroke. Verjamem, da se noben zaposleni učitelj itd. Ne okorišča in si nosi katerikoli inventar domov ali kopiči zastarelo računalniško opremo. Super je, da se še karkoli na kakršenkoli način da uporabiti v računalniški učilnici, ker je velika fluktuacija učencev in še večje obremenitve in obrava in poškodbe. V tako velikem zavodu z več enotami je ogromno osnovnih sredstev, ki se skozi leta vsako leto sproti nabavlja in tudi seveda sproti odpisujemo, kar je pravilno, da se ne kopičijo v kleti ali na papirju. Zakon govori, da zadeva ni pravilna. Torej, odpisan računalnik v vrednosti 1700 evrov, ki je star manj kot 3 leta, se je odpisal. Svetniki, se pa računalnik je stal 500 evrov, po 4 letih kupili za 80 evrov. Smrdi ali ne, presodite sami. Terjatve se odpisujejo, ker otrok več ne hodi v šolo. Če starši niso plačali, ne glede, če ga prepiše nekdo, karikiram, na šolo Bojana Iliha, prav tako mora plačati, kaj je bil to dolžen. Kdo to plača? Občinski proračun. Torej, ali gre tukaj za neznanje ali pa za zavestno kršenje zakona? Ali pa se bo kdo odkoristil oziroma več njih? Vsak naj presodi sam oziroma naj to presodijo člani sveta zavoda, tisti, ki so to potrdili, sami pri sebi. Kljub temu, da jih je predstavnik občine na to opozoril. Zavod prav tako predlaga odpis računalnikov 4 do 5 let. Iz lastnih izkušenj, ravno kar sem odpisal, je znano, da takšni računalniki, s katerimi se pravilno ravna in gospodarno, delujejo brez težav in imajo vrednost. Višja kot je nabavna vrednost, daljša je pričakovana življenjska doba. Letna amortizacijska stopnja pa drži, da je 50%. Strani zavoda je pa bil podan še en odgovor, ga bom prebral, ki ponovno nakazuje na dvom o gospodarnem ravnanju.
Računalnik z inventurno številko 0016595 in 001822204 sta odpisana zaradi okvare in se nahajata v računalniški učilnici. Popravilo teh računalnikov ni smiselno zaradi cene popravila. Amortizacijska doba računalniške opreme je 2 leti in iz finančnega vidika odpis ni sporen. Iz finančnega ne. Iz zakona o stvarnem premoženju pa je protizakonit. Najvišja davčno priznana letna amortizacijska stopnja za računalniško strojno in programsko opremo je 50%. Po preteku 2 let navedena predmetena osnovna sredstva nimajo več knjigovodske vrednosti. Tržno pa imajo. To pomeni, da zavod lahko sredstvo uporabi ali preneha uporabljati, vkolikor ni funkcionalno in je vzdrževanje neekonomično. Nekateri člani sveta zavoda so predlagali, da se proda, da v šolski sklad, da v vegec, da društvom, da tistim, ki ne morejo. Tu pa se odpiše in nihče ne ve, kam je to šlo. Torej, 1700 € računalnik je vreden nič. Znajo citirati davčno zakonodajo, niso pa usposobljeni, da to prodajo. Točka 3. Vodenje evidence delovnega časa, nabave opreme. Tisti, ki ste tukaj že drugi mandat ali pa več mandatov, se boste spomnili. Ali pa vas spomnim jaz. V predlogu proračuna za leto 2021 je zakoniti zastopnik Zavoda osnovne šole Dušana Flisa Hoče predlagal nakup opreme za registracijo delovnega časa zaposlenih. Zato smo tudi, ker je po zakonu bilo potrebno, predlagali tudi takrat skoraj novemu ravnatelju osnovne šole Franca Lešnika Vuka, da bi bilo smiselno, da se zadeva poenoti zaradi cenejšega vzdrževanja, ker posod pač gledamo na denar, in se nabavijo registratorji tudi za njihov zavod. Torej enaki, da bo vzdrževanje v prihodnosti cenejše. S predlogom se je strinjal, tako smo v letu 2021 nabavili oziroma zagotovili sredstva za registratorje delovnega časa za zaposlene v obeh šolah in vrtcih. Za oba zavoda. Torej, za zavod osnovne šole Dušana Flisa Hoče v vrednosti 5954,82 € in zavod osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica 3900 €. V osnovni šoli Slivnica po zagotovilu ravnatelja registratorje koristijo že dlje časa, od takrat, ko so jih nabavili. Dodatno evidenco delovnega časa vodijo samo za specifične primere, na primer delo od doma. V osnovni šoli Hoče, ki je dala predlog, da to nabavimo, registratorjev ne koristijo. Ravnatelj je pred časom sodelavki povedal, da so imeli delovno inšpekcijo in da je način registriranja, ki so ga imeli doslej, zadovoljiv. Zato registratorjev ne uporabljajo. Kljub temu, da je dal predlog, da porabimo 5954,82 € proračunskega denarja, da to nabavimo. In ta stvar tam 3 leta stoji. Če si še kdo zapiše, 5954,82. Točka 4. Nabava mobilnega terminala za popis osnovnih sredstev s pripadajočo programsko opremo. Zakoniti zastopnik Zavoda osnovne šole Dušana Flisa Hoče je predlagal nabavo mobilnega terminala za popis osnovnih sredstev s programsko opremo v letu 2021. Občina je zagotovila sredstva, sami pa so izvedli nakup na podlagi zahtevka. Sami so se odločili, kaj je za njih primerno za uporabo. Celo svetovalec za uvedbo v uporabo je bil plačan skupaj z nabavo opreme. Osnovna šola Hoče do danes tega ni koristila. 2136,13, tudi svetovalec, da jih je uvedel, kako to uporabljati, je bil plačan. In do danes
V 3 letih se zadeva ni koristila. 5. Očitek vmešavanja v imenovanje ravnatelja direktorice gospe Metke Meglič. Sodelavka na družbenih dejavnostih je bila dalj časa v bolniškem staležu po prejšnjem občinskem svetu. Ni obvestila dalje, da ni poslala mnenj na svet zavoda, zato mnenje še ni bilo poslano. Ne vem točno, kateri dan je bil, ko sva z Božičkom in obema ravnateljema obiskala vrtce, je ravnatelj osnovne šole Hoče vprašal, kdaj dobi mnenje. Bil sem prepričan, da je bilo poslano. Takoj v njegovi prisotnosti sem poklical direktorico in je šla preveriti, ugotovila, da ni bilo, zato ker je bil isti dan svet zavoda. Je poslala komplet zapisnik, sklep in tisti del zapisnika, ki se na to nanaša, ker so bili tako pozitivni in negativni komentarji. Torej, javni dokument je poslala. Seje so snemane, zvočno in video. In ker je poslala javno dostopen dokument, se nekateri čutijo ogroženega. Seveda, če so izgubili otroka in niso sprejeli niti enega ukrepa, da bi to odpravili. Kasneje se še javila ena mama, da so tudi njej, pa se ni želela izpostavljati. Me zanima, če bi izgubili otroka kogarkoli drugega. Če je bilo isto nepomembno. Da pa ne bom predolg, tudi na inšpektorat je član sveta zavoda poslal vprašanje. Mogoče v časovnico pozabljeno povedati. Torej, potrjena je bila gospa Petra Urek. Konec januarja je bilo poslano predvidoma oziroma časovnica poslano je bilo, ker so odgovorili, da je bilo, niso pošiljali vsebine. Pozitivno mnenje ministra k imenovanju ravnateljice. Kljub pozivu, ne samo članov, ki so predstavniki občine, tudi učitelji so spraševali po mnenju. In ga niso dobili, čeprav je bilo to konec januarja. 10 let nazaj je ta isti ravnatelj naredil samo prijavo, ko so učitelji videli, da gre vse narobe na trgovski šoli. In inšpektor, za katerega pravi učitelji, da sta v prijateljskih odnosih, opravil inšpekcijski nadzor in volitve so bile zaključene, ker so spet bile nastavljene, tako kot zdaj, neke zadeve, torej poslovniki, ki jih je šola sama pripravila, zdaj niso pravilni. Če je bil izvoljen sam, pa bi verjetno bili. In pozvalo se inšpektorat, kako da je tako hitro, 1.2. bilo na šoli, 2.2. bil podan predlog, nobena zahteva, nobena odločba. In v tem predlogu je 100 nesmislov. V točki 4.2 recimo piše: Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo v postopku imenovanja ravnatelja do faze pridobitve mnenja ministra, to je konec januarja, ki izbrani kandidat, ki ni ugotovil bistvenih kršitev določb šolske zakonodaje. 3 vrstice naprej piše: v postopku izbire kandidatke ravnatelja je glasovala gospa Metličar, ki ni bila izvoljena za nadomestno članica po določbah ustanovitvenega akta, da nima veljavnega mandata. To sploh oni ne morejo govoriti. Če pol njihov šef v naslednjem zapisniku odločitve lahko komentira samo sodišče. Torej, enkrat je pravilno, enkrat ni. To zgleda, kot da je nastavljeno, če bo prišlo do sodnega procesa, da bo inšpektor čist. Tudi na inšpektoratu zelo smrdi. Pa mogoče še ena zadeva, ki sem jo zapisal 2018, povzel Lorda Russella Johnstona. Sploh za nekatere tukaj, pa ne bom nobenega posebej imenoval. Če v boju za vrednote izgubiš oblast, ti ostane samo spoštovanje. Če v boju za oblast izgubiš vrednote, ti ne ostane nič. Gospod Uroš Blažič, izvolite.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem tudi predstavnik sveta zavoda osnovne šole Dušan Flis. Jaz lahko povem enako, da se nisem podpisal inventurnega zapisnika, zato ker to je zelo nekorektno in negospodarno dejanje zavoda. Tudi na vprašanja ne dobiš konkretnega odgovora, tako da tukaj zadeva absolutno ni nedolžna. Tako, čisto preprosto. Gospod Lobnik, izvolite. Ja, jaz sem pa vedno bolj zbegan, ne. Zdaj, če se spomnite, pol leta nazaj smo govorili o nagradi za ravnatelja in o njegovi delovni uspešnosti, ne. Spomnite se članka v Večeru, močno poudarjeno, Rado Lobnik bil proti izplačilu nagrade. Zato se zdaj čudim. Vse te debate, te prispevke, na koncu tudi zdaj nisem podpisal član sveta, svet je odobril njemu 100% delovno uspešnost. Dobo je polno nagrado za dobro opravljeno delo. Kako lahko jaz danes to poslušam od par let napake, ki se dogajajo, zdaj pa ne vem, kdo je tu zatajil. Kako lahko dobi eden polne uspehe, vse na in danes pa tudi, da je vse najslabše. Takrat je pa bilo napaka, da sem jaz edini, ki sem rekel, da si ne zasluži te nagrade. Pa pojma nisem imel, kaj se dogaja tu v Hočah. Hvala. Gospod Lobnik, jaz osebno vam lahko rečem, da ste videli vnaprej vseh teh zadev, jaz nisem zdaj, ko so se pa začele, ko si nekdo nastavi neke hakle, da jih bo koristo, če mu pridejo prav ali pa ne, tako da imeli ste prav. Sam ne glasujem, če pa bi glasoval, pa mislim, da ste vi, po mojem osebnem mnenju, še enkrat govorim, ne v imenu kogarkoli, ne v imenu občine, mislim, da ste vi imeli prav. Mogoče se zdaj pokazalo. Prav imate. Jaz, če ima kdo prav, vedno priznam. Ni problem, kdo dela napake. Problem je tisti, ki v napakah vztraja. Tako da tukaj, po mojem mnenju, ste imeli prav. Izvolite, gospod Golob. Ni potrebno napadati na ta način, nizkotno. Nazaj. Koga? Nisem vas. Gospod Golob, nisem ničesar takega imenujte, naredil. ali ste misli mene ali kogarkoli od svetnikov? Ja, vas mislim zaradi tega, s čim, da sem pisal neke zadeve, ki vključuje vašo hčerko. S tem nisem mislil vas, mi je pa zdaj zelo zanimivo, da ste se vi v tem našli. Zdaj pa se mi res porajal. Ne, nisem se v tem našel. Vi ste me napadli. Nisem mislil vas. Dajmo zavrteti nazaj, vi ste me napadli. Kaj se to greste? Vi ste to omenili in ste rekli, da ste prebrali to v Večeru. V Večeru tega nisem zasledil. Imam tukaj. Gospod Golob, zelo ste mi sumljivi. Berem tudi. Izvolite, 2 minuti imate. Ja, imam 2 minuti, še marsikaj. Nič, vseeno je treba sprejeti nek sklep, ker to, kar predlagam, da če je imel do sedaj podporo, ima tudi naprej podporo gospod Velički. Ker enostavno to, kar zdaj delate, ni nič. Enostavno prej je imel maksimalno vse, tako kot je Rado izjavo, zdaj pa ni nič več vreden. Gospod Vrhovšek, vmes samo povem, če je nekdo nekaj kupil, pa plačal uvajanje, pa delal nezakonito, tega sam ne podpiram. Dal bom pa ponovno predlog sklepa, tako ste Golob predlagali, pa bomo videli, kdo podpira nezakonito ravnanje. Samo ena stvar. Komisija za mandatna vprašanja je bila seznanjena z kandidati za ravnatelja. Občinski svet ne odloča o ravnatelju. O ravnatelju, izbiri ravnatelja odloča svet zavoda. Svet zavoda se je odločil, kako se je odločil. Gospod Pust pa je na seji občinskega sveta
izrazil samo svoje slabe izkušnje z ravnateljem. Ampak občinski svet, mi, občinski svetniki, nimamo nobenega vpliva na izvolitev ravnatelja. In ne vidim razloga, zakaj bi morali sprejemati sklepe o čem, da se je ravnatelju zgodila krivica, ker ni bil izbran. Lepo vas prosim. Hvala. Gospod Blažič, potem gospa Klajderič. Gospa Klajderič. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi rada sam povedala, ker pač sem članica komisije za mandatna vprašanja, da smo mi dejansko odločali tam o teh dveh vlogah, gospoda Veličkega in gospe Urek, in ugotovili, da sta bili obe dve vlogi primerni za sprejem ravnatelja. S tem, da ko je gospod Velički prišel na osnovno šolo, isto ni imel opravljenega takrat izpita za ravnatelja, tako kot zdaj pač ni imela gospa Urek, ki pa ima, koliko jaz vem, čas to 1 leto opraviti. Tako da smo obe dve vlogi potrdili, druga pa mi kot mandatna vprašanja nismo sklenili. Hvala. Hvala. Še kdo? Gospod Golob, sformulirajte predlog sklepa. Aha, gospod Breznik, še prej. No, jaz se ne bi zdaj ukvarjal z vsemi temi zadevami, ki direktno občino ne tangirajo. Gre predvsem za to, sigurno smo mi ustanovitelji in nam ni vseeno, kako nam šola dela, to se popolnoma strinjam. In ogromno je teh, raznih govoric po vasi in tako naprej, eden te vpraša drugi in seveda so tu zelo zbegani, ker so pač take in take informacije v teh javnih občilih, takih ali drugačnih. Mene zanima eno drugo načelno vprašanje. To se pravi, kako mi izvajamo, voljo občinskega sveta do posameznih vprašanj, ne glede na to principielno. To se pravi, ali je to, če mi obravnavamo neko stališče do določene problematike in se občinski svet opredeli, v tem primeru podpre dva, kako se obnašajo tisti, ki to mnenje prenesejo v odločanje. To se pravi, ali on mora biti zavezan nad sklepom občinskega sveta, ali je to pač njegova osebna volja, kako bo on ravnal tam. Namreč to mene zanima. Jaz se nočem biti arbiter v niti eni stvari, me pa zanima ta princip, da pravzaprav vem, kaj pričakujemo od naših članov posameznih organov in tako naprej, ki jih delegiramo, ali so na nek način vezani, če obravnavamo določeno stališče na tem organu, to tudi prenesti naprej, ali to, na nek način ignorirajo in delajo, kakor njim pač paše. To je moje načelno vprašanje in ne bi rad, bil arbiter. Jaz mislim, da bo dovolj tega pokazala te preiskave in tako naprej, pa kakšen bo epilog pač bo. Načelno gre za mnenje, ki ga člani sveta zavoda upoštevali ne. To je mnenje, tako kot je pri odborih. Tudi hipotetično govorim, če bi bil odbor za XY proti enemu sklepu, pa če občinski svet potrdi sklep, je sklep potrjen. Torej gre za občinski svet je nadrejen komisiji, ne odboru. Odboru. Tu je isto zavod, pa mnenje občinskega sveta, mnenje staršev in mnenje učiteljev. Ne, nobene formalne obveze nimajo po zakonu. Tak je zakon. Zdaj, zakaj je tak zakon, ne vem. Tudi zakon govori, da še mora enkrat mnenje ministra, ker potem pa še pride mnenje ministra. In celo mnenje ministra se je kdaj zgodilo, da niso upoštevali. Tako da ne rabijo upoštevati. To se pravi, tisti, ki zastopa občino, kjerkoli ne rabijo upoštevati mnenja občinskega sveta, mora delati svoj. Tajne volitve so bile. No, kakorkoli, vsi. Ne, drugače ne bi smele biti po zakonu dopustne tajne volitve. Drugače niti ne bi bilo tega, ampak bi imeli 3 elektorske glasove občinski svet, 3 elektorske glasove starši, pa 5 elektorskih glasov načeloma svet učitelja. Gospod Golob, izvolite predlog sklepa sformulirati.
Ne bom sprovociral ničesar, ostanem brez sklepa. Torej nimate predloga? Aha, tako se včasih na hitro spreminjajo stvari. Smo pri zadnji točki, točki 18, pobude in vprašanja. Ima kdo pobudo, vprašanje? Izvolite. Imam pobudo. Prosim za vpogled v dokumentacijo sklenitve koncesijske pogodbe za lekarniško podružnico v Slivnici. In še drugo. To prosim podajte pisno, da bomo imeli formulirano, po mailu pošljite. Ne rabite pa na to čakati na občinski svet, če bi pred enim mesecem bi vas povabili v roku enega tedna. Lahko pa tu vse povete. Pač. Ja, prosim za vpogled v dokumentacijo preoblikovanja koncesionarja za lekarno Cirila Horvata v Hočah. Gospod Horvat je zaprosil za preoblikovanje iz zasebne v gospodarsko družbo. Isto tak bi prosil za tu vam vpogled v lahko povem, da je bil dokumentacijo. sprejet odlok, ker je zdefinirano, kdo lahko tu upravlja lekarniško dejavnost, boste pa pošljite po mailu, pa boste dobili. Ne rabite pa za take zadeve čakati, dobite tudi prej kot svetnik, kot občan, kot neobčan, kot karkoli pač. Še kdo? S tem zaključujem 9. redno sejo občinskega sveta občine Hoče - Slivnica.